Se pravi, še enkrat lep pozdrav. Hvala, da ste si vzeli čas na ta lep deževen torek. Prišli ste na predavanje, ki v bistvu zadeva pravo, pravno teorijo, kazensko pravo in tako naprej. In ki je osnovano na nekem mojem raziskovanju, se pravi na nekem mojem raziskovalnem projektu, ki sem ga pravil pod mentorstvom docenta dr. Aleša Novaka. Jaz sem vseeno malo tole, da boš lažje, da bodo res lahko dobro slišali. V redu? Okay. Zdaj pa bom. Pa zdaj je bolj. Ja. Okay. Hvala. Naslov predavanja je Gradniki pravne znanosti in potem podnaslov Pravna dobrina kot element kazenskega prava, kar ni čist isto, kot je bil naslov mojega raziskovalnega dela. Razlog za to je na nek način pragmatičen, da je ta naslov je mogoče vsaj na nek način malo bolj razumljiv ali pa malo bolj dostopen. Po drugi strani pa tudi ta, da sem v predavanju namenoma izpustil neke vidike ali pa določene obskurnosti, ki se mi ne zdijo tako pomembne, da bi zdaj o njih globoko razpravljali, ampak bom poskušal zadevo zastaviti nekoliko širše oziroma nekoliko bolj prezentabilno. Zdaj, če se ustavimo samo pri naslovu, glavnem naslovu, se pravi Gradniki pravne znanosti. Na nek način je to ambiciozen naslov, ker zdaj predpostavlja, da pravna znanost obstaja ali pa je to nekaj legitimnega in da ima tudi neke elemente, neke gradnike, ki jo sestavljajo in da je to pač nekaj mogoče pomembnega. Moja ambicija v okviru tega predavanja ni zdaj toliko utemeljevati, a zdaj pravo znanost je ali pa je pravna znanost znanost. Ta vprašanja se mi zdijo v bistvu čist obstranska ali pa čist neprimerna. Dejstvo je, da to poimenovanje v veliki meri izhaja iz določene tradicije, ki jo imamo v evropskem prostoru, v okviru kontinentalne pravne tradicije. Recimo, če se ozremo mogoče pravnim kulturam, od katerih najbolj kopiramo ali po katerih se najbolj zgledujemo, recimo Avstrija, Nemčija in tako naprej. Tam študent načeloma ne študira prava, a ne se pravi recht, ampak študira znanost v pravu, Rechtswissenschaft, se pravi, gre se za neko čist semantično foro na nek način. Po drugi strani se pa lahko fajn sliši, zdaj znanstveniki smo, ali pa pravniki so lahko tudi znanstveniki in tako naprej. Ampak to vprašanje ni zdaj ključno za nas in danes in tukaj. Podnaslov je pa pač pravna dobrina kot element kazenskega prava, s čimer jasno nakazujem na to, da se bom ukvarjal s kazenskim pravom kot nekim specifičnim pravnim področjem na eni strani, po drugi strani pa z nekim obskurnim izrazom na nek način, ki mu rečemo pravna dobrina. Zdaj, moj namen je predstavljati neko rdečo nit, ki sem jo poskušal skozi svoje raziskovanje izvesti, ki sem jo imel ves čas v glavi in mogoče zastaviti argument, zakaj je pravna dobrina nekaj, kar je uporabno, nekaj, kar je smiselno in nekaj, kar nam lahko da določen uvid v kazensko-pravni sistem, kot ga imamo zdaj, oziroma kot ga bomo mogoče imeli. In če začnem kar z nekim naslednjim splošnim vprašanjem, sicer kako lahko pravo sploh preučujemo, pa bi pri tem izhajal iz ene zelo poenostavljene sheme. Pri njej se bom, oziroma se v veliki meri navežem na eno distinkcijo pravnega filozofa Harta, ki govori o external in internal point of view, kar se tiče razumevanja ali pa recimo proučevanja pravnih norm. Zdaj upam, da te distinkcije na tem mestu ne bom preveč izrabil. Gre pa za to, da se mi zdi ta predstavitev precej plastična. In sicer na eni strani vidimo, oziroma lahko rečemo, da pravo preučujemo pa razumemo, se pravi skozi njegovo notranjost, skozi nek notranji vidik. V tem primeru bomo pravo razumeli kot pač nek zaprt,
bolj ali manj zaprt sistem norm, se pravi sistem nekih pravil, nekih načel in tako naprej, nekega veljavnega prava, imamo različne zakonike in tako naprej. In bomo v okviru neke svoje funkcije, kot udeleženci tega pravnega sistema, običajno poskušali priti do neke funkcionalne rešitve, do neke konkretne pravne rešitve, ki bo imela tudi neke normativne učinke ali pa neko normativno veljavo. Čist primeroma lahko rečem, ali pa omenim recimo enega referenta na Centru za socialno delo, ki odloča o vlogi za državno štipendijo in pri tem bere recimo zakon o štipendiranju, se ozre na kriterije, ki jih zakon o štipendiranju določa, zato da prijavitelj štipendijo lahko prejme in potem pač pride do neke ugotovitve, do nekega sklepa, je zdaj posameznik do tega upravičen ali pa ne. Ali pa po drugi strani, mogoče gremo k neki sodnici okrožnega sodišča v Ljubljani, ki bo obravnavala primer, ko je v kazenskem postopku minister Mesec, ker je pač bojda dr. Snežiča razžalil, ker mu je rekel kriminalc, in bo potem uporabljala nek nabor pravnih pravil, recimo zakon o kazenskem postopku, kazenski zakonik, mogoče se bo ozrla celo v veliki znanstveni komentar posebnega dela kazenskega zakonika, mogoče se bo ozrla na sodno prakso, ki je do zdaj že obstajala in v kateri bo mogoče najdla, kaj je zdaj točno standard žalitve pomeni. Skratka, ves ta nabor pravil bo sprejela kot legitimen, kot pač pravilen, kot ok, in v okviru svoje funkcije, v okviru svojega poklica, če hoče, bo zdaj s tem pravom nekaj naredila. Se pravi, delovala bo znotraj mehanizma kot takega. Alternativa temu pa je, in seveda pač to temelji na moje poenostavljene sheme, nek zunanji vidik, neko zunanje ukvarjanje s pravom, se pravi, kot nekoga, ki pravo opazuje. V tem smislu zunanjik pravo razume kot nek opazovalec. Zdaj, za razliko od nekoga, ki znotraj sistema deluje ali pa neko odločitev sprejema, bo recimo pravni sociolog razmišljal drugače. On ne bo zdaj gledal konkretne člene, on ne bo zdaj, gledal, katero rešitev v nekem primeru je potrebno sprejeti. Verjetno mu delo v odvetniški pisarni sploh ne bo všeč, recimo. Ampak se bo raje vprašal, a je pravo v družbi sploh učinkovito, ali pa, a je pravo dostopno vsem, a je mogoče samo privilegiranim, na kakšen način se mogoče skozi pravo odraža določena struktura družbene moči, kdo so sploh tisti akterji, ki lahko, v sodnih dvoranah pridajo do nekih dobrih ali pa za njih koristnih odločitev, kdo so mogoče tiste marginalizirane skupine, ki so bolj na udaru in tako naprej. Se pravi, v zadevo si bo poskušal zastaviti nekoliko širok in nekoliko širše. Podobno recimo pravni zgodovinar. Njega ne bo toliko zanimalo, kako je danes urejena lastnina ali pa kako je danes varovana lastninska pravica. Mogoče se bo vprašal, kako je bila lastninska pravica varovana pred 100 leti ali pa kako se je v tem obdobju nekaj razvijalo. Lahko bo šel pa še dlje, pa se bo v bistvu vprašal, na kateri točki v naši zgodovini je sploh prišlo do premika, ko je postalo samoumevno, da je pač lastninska pravica neka abstraktna forma, neka pravna oblika, ki izhaja iz zakona in ki pač jo mi lahko recimo v sodišču uveljavljamo, se nanjo sklicujemo in tako naprej. In se pravi, ne gre več samo za neke prakse ali pa mogoče za neke navade, če si predstavljamo neke kmete, ki na nekem posestvu delujejo. Skratka, spet zadevo bo poskušal zastaviti čisto drugače. Kako je to povezano z mojim raziskovanjem ali pa z nekim mojim mišljenjem? Zdi se mi koristno, da če že se bomo pogovarjali o neki pravni znanosti in tako naprej, je mogoče smiselno ta dva vidika kombinirati. Se pravi, po eni strani upoštevati to, kar imamo, pa to, kar pač nekako deluje, pa vedno znova poskušati iti korak ali pa dva nazaj, pa se vprašati, a je to, kar imamo, res v redu, kako bi lahko do nekih izboljšav prišli, ali pa ne nazadnje zadevo zastaviti kot pač eno izmed možnih rešitev, ki ni nujno najboljša.
In če sem zdaj nekoliko splošno govoril čisto pravo, pa imel nek kratek uvod, bi zdaj se kar konkretno osredotočil na kazensko pravo. Kaj pa to za nas pomeni? To predvsem pomeni, da če se bomo pogovarjali o kazenskem pravu v Sloveniji, da bomo kar naenkrat mogli upoštevati različne sklope ali pa neke korpuse pravil, ki trenutno veljajo. Recimo, mogli se bomo ozreti na zakon o kazenskem postopku ali pa kazenski zakonik, ali pa bomo gledali celo veliki znanstveni komentar, ki sem ga že prej omenil. Skratka, izhajati bomo mogli iz tega, da je pač kazensko pravo neka pravna panoga, ki je na nek ozek način urejena in tako naprej. To pa za sabo potegne še veliko enih drugih stvari. Med drugim to, da je pač kazensko pravo edina pravna panoga, ki lahko nekoga spravi v zapor. Zdaj, mogoče se nam zdi samoumevno, da se kriminalce ali pa da se nekoga, ki izvrši kaznivo dejanje, kaznuje na način, da se ga recimo pošlje na ig ali pa v dob, kar je mogoče enim povsem upravičeno in pač vsi ljudje in lahko rečemo, ja, oni so si pa res zaslužili. Ampak po drugi strani je to še vsem izjema, oziroma to še vedno postavlja nek grob poseg posameznika, ki je pač kar naenkrat lociran v eni, ne vem, mehni celici, izven doma in tako naprej, kar pa je v bistvu precej specifičen odziv, a ne prava. Če gremo še dlje, recimo čez lužo, v Ameriki je smrtna kazen nekaj povsem običajnega. Pri nas smo to pač nekako civilizacijsko prerasli ali kako, ampak spet mogoče ni pravno, da je samoumevno, da se pač ljudi kar ubija. Če gremo še dlje, če se bomo hoteli ukvarjati s kazenskim pravom, bomo posredno, a ne hočeš, nočeš, ali pa neposredno zdaj mogli prileteti tudi na določene osebe ali pa na določena pisanja ljudi, ki so se s kazenskim pravom že ukvarjali. Zdaj, recimo slika Metoda Dolenca, ki je v 30 letih napisal sistem celokupnega kazenskega prava. Tle je recimo slika Ljuba Bavcona, ki se je intenzivno ukvarjal s kazenskim pravom. Tle je, če gremo v tujino, slika Feuerbacha, enega nemškega pravnika, avtorja tega znanega stavka, ni kaznivega dejanja in ni kazni brez zakona. Pa potem recimo Franz von Liszt, pa potem Klaus Roxin. Skratka, takoj, ko bomo prešaltali iz prava kot nekega splošnega področja na kazensko pravo, bomo mogli kar naenkrat prevzeti cel kup enih praks, če hočete, sistematično urejene vednosti, zato da bomo lahko sploh ugotovili, kaj se dogaja. In pravo, to kot kazensko pravo, je tesno vezano na jezik sam. In ena specifika pravnikov je ta, da si v bistvu neke izraze, neke pojme, ki so mogoče, ne vem, tudi v vsakdanji rabi, prilastijo oziroma jih po svoje definirajo. Na eni strani lahko recimo omenim blanketne pojme. Gre za posebno definirane izraze, običajno znotraj kar kazenskega zakonika, ki nam povejo, kaj določena beseda, ki je pomensko na tak ali pa drugačen način odprta, šele pomeni. Zakaj je to pomembno? Zdaj, sila, premičnost, stvar, svobodna privolitev, poklicna dolžnost in tako naprej, to so pač vsi neki izrazi, na podlagi katerih si lahko oblikujemo neko mnenje ali pa lahko razberemo nek pomen. Zdaj, ni pa samoumevno to, da v kazenskem zakoniku sila pomeni tudi uporabo hipnoze ali pa drog, zato da nekoga naredimo nezavestnega oziroma da se ne more odločati o svojih zadevah. Če tega to stavka ali pa če te podrobnejše opredelitve ne bi bilo, je nekdo, ki bi s hipnozo dosegel nekaj slabega, nekaj pač kazensko pravno relevantnega, recimo mogoče nekoga poškodoval ali pa dosegel, da nekdo nekoga poškoduje, verjetno ne bi mogel odgovarjati, zato ker pač imamo kazenski prav nekaj, čemu rečemo načelo zakonitosti, se pravi, moramo res biti določni in moramo res natančno brati vse. Pri premični stvari, če se ustavim samo še pri temu, je zadeva spet nekoliko bolj obskurna in sicer
ni samo umevno, oziroma ni intuitivno, da je premična stvar elektrika. Zdaj, če imamo mi v naši kleti neke 4 ogromne skrinje in njihovo uporabo priključimo na nek sosedov električni priključek, bomo lahko odgovarjali za tatvino. Če premična stvar v kazenskem zakonu ne bi bila posebej definirana, oziroma ne bi bilo posebej opredeljeno, da pa to spada tudi elektrika, ne bi mogli kazensko odgovarjati. In tako naprej. Skratka, poleg blanketnih pojmov, pa imamo tudi teoretične pojme, skratka neke izraze ali pa neke, ne vem, če hočete, znanstvene pridobitve, karkoli že, ki so v kazenskem pravu specifični, oziroma vsaka pravna panoga ima potem neke take izraze, neke svoje elemente, ki so res osrednjega pomena. In v kazenskem pravu recimo so to kaznivo dejanje, krivda, protipravnost in tako naprej. Zdaj, da je nekdo izvršil kaznivo dejanje, se mogoče tako laično sliši kot neka pač, ne vem, nek preprost stavek, ne vem, gledali bomo, če je nekdo nekoga udaril in bomo pač rekli, ja, zdaj se to zgodilo, kaj. Zdaj, pravniki radi zakomplicirajo stvari in kazensko pravo je eno področje, ki pač k temu še toliko bolj teži. Zakaj? Zato, da bi čim bolj natančno poskušali opredeliti, a je do nečesa res prišlo in da ne bi pač enega nedolžnega zdaj spravili v kiho. Zato kaznivo dejanje oziroma izvršitev kaznivega dejanja predpostavlja ogromno nekih pač kriterijev, ogromno nekih predpostav, zato da lahko o tem res govorimo. Podobno velja za krivdo. Nekdo je kriv, njegova krivda je in tako naprej. Marko je kriv, da je Polona padla karkoli. V pravu imamo nek poseben nabor kriterijev, se pravi, ne vem, zavedati se moramo o tem, da je zadeva, moramo imeti nek krivdni odnos do stvari, se pravi, ugotavljati moramo, a mogoče postavljajo razlogi, da ne vem, bomo krivdo izključili, a je nekdo sploh bil pri sebi, ko je nekaj delal, a je, ne vem, ravnal z naklepom, a je mogoče ravnal z direktnim, a mogoče z eventualnim naklepom. To so vse neki taki izrazi, ki pač šele pripeljejo do tega, da lahko recimo ena sodnica v konkretnem primeru pride do sklepa, on je kriv. In zgodba je še veliko bolj kompleksna. In prej ali slej, pridemo pa tudi do nečesa, čemu rečemo pravna dobrina, čemur se bom posvetil v nadaljevanju. Zdaj, zadeva je lahko na prvi pogled nekoliko obskurna. Zdaj, zakaj bi se sploh rabilo o neki pravni dobrini pogovarjati, kaj to sploh je, pač neka dobrina, ki je mogoče pravna, ali kaj. Večkrat se ukvarjaš s tem, pa večkrat mogoče razmišljaš o tem, vidiš, da na tak ali pa drugačen način se v kazensko-pravnem diskurzu ta izraz vedno pogosteje uporablja in ima neko pomembno teoretično vlogo. In to ni nekaj, kar sem si jaz mislil, to ni nekaj, kar sem jaz ugotovil, to je nekaj, kar pač praktično vsak pravnik tudi v Sloveniji ve. In to je nekaj, kar se tudi študent tekom svojega študija že preuči. Se pravi, ko ti prideš v kazenskem pravu, se boš običajno priučil razmišljati o tem, da je kazensko pravo namenjeno varovanju pravnih dobrin, pa da je vsako kaznivo dejanje posebej oziroma vsaka inkriminacija namenjena varovanju neke pravne dobrine, recimo življenje, recimo lastnina, recimo, ne vem, spolna nedotakljivost, ne vem, telesna nedotakljivost, varstvo okolja, varnost javnega prometa, karkoli. Se pravi, gre za nek, če tako na hitro opredelimo, nek zbirni abstraktni pojem, ki pa se vedno znova reflektira. In ti študentje potem postanejo odvetniki, drugi postanejo sodniki, eni grejo na faks, kakorkoli. Zadeva se pač vrti in vsem je jasno, da je pomembna distinkcija med tem, je pravna dobrina individualna ali kolektivna in tako naprej. Kdaj je možna privolitev, kdaj ni. Zdaj sem pač malo abstraktno, pa malo na hitro govorim stvari. Hočem pa narediti samo to poanto, da v Sloveniji do zdaj nekako še ni bilo neke sistematične opredelitve, da bi opredelili, kaj to je, ali pa na kakšen način se lahko s tem ukvarjamo, ali pa zakaj je to koristno. In to sem jaz poskušal v tem svojem raziskovanju narediti. In
če se poskušamo vprašati, kaj pravna dobrina sploh je, lahko gremo na različna obzorja. Lahko gremo pogledati v veljavno pravo. Pa iščemo neko pozitivno pravno dodelitev, pa se vprašamo, kaj to pravna dobrina sploh je. Pa ne bomo ugotovili ničesar, ker nikjer to ne piše. V primerjalnem pravu, tudi mogoče v Nemčiji ali pa v Avstriji, ki se na njih tolikrat sklicujemo, to ni opredeljeno. Vedno bomo prišli do nekih tautologij. Tudi v terminološkem slovarju, ki je v bistvu nedavno izšel v Sloveniji, lahko zasledimo samo to, da je pravna dobrina neka dobrina, ki je pravno varovana, ali pa neka vrednota, ki je pravno varovana in tako naprej. Skratka, vrtimo se v nekem semantičnem krogu. In bolj ali manj podobno velja tudi za razne teoretične opredelitve. Tukaj vidimo Karla Bindinga iz konca 19. stoletja, oziroma nek njegov poskus, ki pravi, da je pravna dobrina vse, kar v očeh zakonodajalca predstavlja vrednost za pravni red in tako naprej. Ali pa, Mihael Marx pravi, da so to neki objekti, neki predmeti, ki jih kazensko pravo ščiti in ki človeku omogočajo njegovo samouresničevanje in tako naprej. Se pravi, tle mogoče že zaznamo nek ta podton, se pravi, rabimo, če hočemo pravno dobrino opredeliti, mora recimo po Marxu to biti namenjeno človekovemu samouresničevanju. Ampak spet, to nam res ne pove veliko. Še eno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, kdo in kako sploh opredeljuje pravne dobrine. In pridemo do dveh možnosti. Lahko rečemo takole. Če je kazensko pravo namenjeno varovanju pravnih dobrin, karkoli že to pač je zakonodajalec tisti, ki kazenski zakonik sprejema in bo pač on povedal, kaj v konkretnem primeru naj bo kaznivo dejanje, kaj je neka smiselna inkriminacija. Če pretiravam, pljuvanje v Ljubljanco bo označeno za kaznivo dejanje in pač bomo to sprejeli, ker ima zakonodajalec na nek način prav in mi pač to potem nekako teoretično sistematiziramo, kombiniramo in tako naprej. Druga možnost je pa mogoče odziv na nek tak pristop. To pa je ta, da zakonodajalec ne sme imeti prostih rok. Se pravi, da je pri tem omejen. Razmišljali bomo mogoče o nekih kriterijih. Se pravi, ni prav, da bi bila varovana javna morala. Ni prav, da je homoseksualnost kazensko preganjena. Ni prav, da so neka gola čustva, da se znajdejo v kazenskem zakoniku in tako naprej. Ampak to spet, vam, ki v tem prvič slišite, pa tudi meni, ki pač sem o tem relativno veliko prebral, ne pove kaj dosti. In tekom svojega raziskovanja sem si zato poskušal reči, ali pa poskušal zadevo sestaviti nekoliko drugače in priti do nekega zasuka v perspektivi, ki nikakor ne pomeni nekega revolucionarnega pogleda ali pa nečesa, kar ne obstaja, ampak se mi to zdi predvsem zelo smiselno, da razumemo to zadevo, ki je pred nami. Se pravi, če opazujemo, da je pojem pravne dobrine nekaj, kar je v kazenskem pravu ful prisotno, se lahko to zastavimo na način, da ga razumemo kot produkt pa gradnik pravne znanosti. Zdaj, ta opredelitev je spet relativno nerazumljiva, precej abstraktna, ampak nam pa omogoča priti do parih sklepov ali pa predvsem nastaviti našo metodo na način, da bomo vse skupaj lažje razumeli. In na kakšen način zdaj mislim, da je pravna dobrina produkt. Zdaj, nočem biti le naiven, pa brezpogojno trditi, da je pravna znanost neka laboratorijska znanost, kjer se zdaj odkriva neke pojme in potem iz tega gradimo neko veliko drevo, ki mu potem rečemo znanstveni sistem in tako naprej. Ampak vseeno lahko pa rečemo, da se zadeva počasi goji, v pravu do sprememb teoretičnih ali pa veljavno pravnih, če hoče, prihaja počasi. In na nek način nam pomaga,
če rečemo, da pojem pravna dobrina nastane čisto po naključju, to ni nekaj, kar bi slučajno ratali in kar bi mi slučajno prevzeli in kar bi se že zadnjih 200 let uporabljali, ampak za to najverjetneje obstajajo neki bolj ali manj smiselni razlogi. Na nek način lahko torej rečemo, da je vse skupaj del določene zgodovinskosti. Zdaj, kaj s tem mislim? Prvo kot prvo, katera točno je ta zgodovinskost, v kateri je, ne vem, pojem pravna dobrina nastal, ali pa kdaj so začeli v Nemčiji o tem razmišljati, o tem pisati in tako naprej. Jaz ne bom ugotavljal, tega se jaz tudi ne bom opredeljeval, oziroma na tak način svojega raziskovanja nisem zastavil. Mogoče bi bilo to vprašanje zelo bistveno, mogoče je bistveno in bi mogoče bil odgovor na veliko bolj produktiven kot to, kar sem jaz delal. Ampak še vsem se mi zdi, da je premik, če pa zadevo opredelimo kot družbeno ali pa časovno krivno in tako naprej pogojeno, pomemben. Zato, ker nam to na nek način omogoča neko sintezo ali pa neko ugotovitev, da se zadeva lahko modificira, da se zadeva lahko spremeni, ali pa predvsem, da se more tudi v tem primeru neka taka teoretična rešitev odzivati na neke konkretne družbene razmere. In na drugi strani, na kakšen način je zdaj pravna dobrina gradnik. To bom zdaj v kratkem opredelil skozi nekaj, čemu rečemo funkcije pravne dobrine, če hočete. Gre pa predvsem za to, da je ta abstraktna ali pa ta enostavna zadeva, pravna dobrina, vpeta v sistem kazenskega prava. Se pravi, če bomo hoteli nek življenjski primer, ki pride pred sodišče, kazensko pravno analizirati, bomo rabili to znanje, oziroma ga bomo uporabljali brez da bi sploh vedeli, da o tem razmišljamo. Skratka, priučeni smo, da v teh abstraktnih kategorijah sploh razmišljamo in podobno velja za to, da za vpetost v sistem kaznovanja. Se pravi, večji, ko bo poseg v določeno pravno dobrino, večja bo mogoče kazen in tako naprej. Ali pa bolj, ko bo neka, zadeva ogrožena, prej bo zakonodajalec sprejel zakon, s katerim bo nekaj prepovedal in tako naprej. In čist na kratko, da zdaj naredim mogoče eno pogumno potezo, to je, da uporabim shemo ene nevronske mreže, pa verjetno malo ljudi v tej sobi ve, kaj strojno učenje in tako naprej sploh je. Tudi jaz na tej točki predlagam, da pač preprosto pozabimo, da za to gre. Sem pa to navedel, oziroma sem to prepovedal zato, da poskušam neko svojo miselno shemo predstaviti, ker se mi tako zdi zadeva najbolj plastično razumljiva. Zdaj, če si predstavljamo, da so teli veliki krogci mogoče pravne dobrine, ki pač se na tak ali pa drugačen način pojavilo v kazenskem pravu. Pa če si recimo predstavimo, da je tista prva, da so tisti prvi stolpci različne, da so to različna kazniva dejanja, recimo tatvina, umor, pa tako naprej. V nekem konkretnem primeru, skratka, sodnik ima to pred sabo. Pa potem pogledamo drugo vrsto, pa ta zadeva, recimo, protipravnost, pa krivdo, pa ravnanje, pa izpolnjenost zakonskih znakov, tako naprej, skratka, neki abstraktni instituti. Pa potem pred zadnji stolpec, sodnik se zdaj odloča, ali pa sodnica se odloča o nekih kaznih, denarna kazen, zaporna kazen in tako naprej, pa na koncu pride do neke odločitve. Skratka, kar vidimo je, in na tak način se meni zdi zadevo najbolj smiselno ali pa najbolj zabavno gledati, je, da se vse skupaj povezuje in da je v bistvu to koncept, ki je, se pravi, lahko uporabim ta izraz, tiha vednost, se pravi, je prisoten, ko mi razmišljamo in smo vzgojeni, da zadevo interpretiramo na tak način. In zdaj, če grem na malo bolj konkretne primere, ali pač ne, lahko navedem različna poglavja iz kazenskega zakonika. Tukaj vidimo primere, upam, da se
približno v redu vid, recimo 18. poglavje, 19. poglavje in tako naprej. In zraven nek pripis, da bomo govorili o sistematizacijski funkciji. Skratka, gre predvsem za to, da nam pravna dobrina, kot pač nek teoretični model, omogoča, da posebni del kazenskega zakonika, ki ga imamo pred nami, ki ga imamo v delu pred sabo, tako abstrahiramo in v bistvu razdelimo v posamezne enote, zato da je zadeva bolj pregledna. Recimo, ne vem, prej sem omenil primer, ko Mesec užali Snežiča. Instinktivno bo pravnik šel gledati 18. poglavje kazenskega zakonika, ki ureja kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. Zdaj tam bo potem prišel do razžalitve, do žaljive obdolžitve in tako naprej. Se pravi, varovane bodo različne pravne dobrine, ampak to je nek miselni preskok, ki ga pravnik intuitivno naredi. Je pa pri tem v bistvu ključno, ali pa zelo pomembno, da imamo nek osreden koncept, ki mu rečemo pravna dobrina. Pred kratkim se je spremenila zakonodaja na področju spolnosti oziroma spolnega kazenskega prava v Sloveniji. Spremenili so se kaznivi dejanji posilstva, spolnega nasilja, napada na mladoletno osebo oziroma tako naprej. In če bomo hoteli kaj več o tem vedeti, ali pa če se bomo hoteli res prepričati, v kakšnih spremembah bo šlo, bomo instinktivno takoj šli v to poglavje, ki pač mu rečemo kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in tako naprej. Zgodi se nesrečna oziroma žalostna nesreča v Melaminu, kjer pač pogori celotna, velik del tovarne, umre veliko ljudi in tako naprej. In instinktivno spet bomo šli gledati v 30. poglavje, ki pa ureja kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Skratka, na nek način nam kazensko-pravni sistem lahko postane bolj pregleden. Naslednji primer. Če smo rekli, da je kazensko pravo namenjeno varovanju pravnih dobrin, če smo rekli, da je vsako kaznivo dejanje namenjeno varovanju konkretne pravne dobrine, to obenem pomeni, da ko bomo v eni zagati, kako neka določba ali kako posamezno besedo v okviru enega člena razlagati, se bomo lahko vprašali tudi po namenu te konkretne norme, te konkretne kazenske norme pred nami. In na podlagi česa bomo zdaj ta namen, telos, karkoli že podelili, ravno na podlagi dobrine. Se pravi, uporabili bomo razlago, ki bo najbližje neki interpretaciji, zato da bo neka dobrina najbolj ščitena, če hočete. Tukaj je primer iz ene sodbe, ki ga ne rabite na glas brati, bom jaz nekratko obrazložil oziroma podal neki sinopsis. Šlo je za to, da je en posameznik grozno drvel z avtom in se je pri tem zaletel in utrpel hude telesne poškodbe. Znašel se je v kazenskem postopku, zadeva je šla tudi pred Vrhovno sodišče in to je zdaj med drugim eden izmed argumentov, ki ga je sodnica podala v tej zadevi. Pravi, da varnost cestnega prometa, ki je sicer nerazpoložljiva kazensko-pravna dobrina, nima tako prevalentnega ali pa nima tako pomembnega pomena, da bi bla 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 ugodila zadevi, za kar se zavzema vrhovni državni tožilec. Zakaj se je šlo? Kaznivo dejanje, za katerega ne bi odgovarjal oziroma v zvezi s katerim je bil v postopku posameznik, se pravi ta voznik, je opredeljeno na naslednji način. Se pravi, kaznuje se, kdor se pravi, nevarno vozi in pri tem ogrozi telo oziroma življenje kakšne osebe. Tožilec je bil tukaj prepričan, da kakšna oseba vključuje tudi njega samega. Se pravi, on se je sam vozil, on ni nobenega drugega s tem ogrozil, ampak predvsem sebe in svoje življenje, ker je bil, se pravi, ker je bil v življenjski nevarnosti.
sodnica je rekla že. Zdaj, načeloma res lahko rečemo, da na podlagi jezikovne razlage tale besedna zveza kakšne osebe vključuje tudi njega, ne? Se pravi, če ogrozi sebe, potem mora odgovarjati. Ampak se je sklicevala na v bistvu neko pravno dobrino, ki je zatem obstajala. In to je varnost cestnega prometa. Zaključila pa je tako, kot sem že prej tako kot sem že prej prebral. Se pravi, če upoštevamo namen, da je te norme, to je varnost cestnega prometa, pa če upoštevamo tudi to, da je kazensko pravo interpersonalne narave, se pravi, mora biti medosebno, predvideva neko medosebnost, potem je boljš oziroma je bolj pravilno, da izberemo opcijo, ki posameznika, ne naredi za krivega, oziroma na podlagi katere posameznik ne bo obsojen, ne bo šel v zapor in tako naprej. V Sloveniji nažalost nimamo ogromno primerov, zato sem pač mogel izbrati primer, ki se s tem nekako najbolj očitno ukvarja. Upam, da je bila poanta narejena. Zdaj, mogoče najbolj bistvena ali pa ena izmed najbolj bistvenih stvari v zvezi s pravno dobrino pa je zadeva tako imenovano kazensko pravno dogmatiko. Zdaj, dogmatika ali pa dogma je običajno velikokrat nekak pejorativen izraz, mogoče to povezujemo z nekim verskim dogmatizmom in tako naprej. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje dogmatika kot nekoga, ki nekritično sprejema, ki je nekritičen, ki ne sprejema ugovorov in tako naprej. Opredeljuje ga tudi nekoga, ki se togo drži nekih dogem ali pa nekih pravil. V kazenskem pravu pa se temu pripisuje veliko bolj pozitivne lastnosti na nek način. Če spomnim mogoče na eno prispodobo profesorja Ambroža, ki je bil na svojem študijskem obisku v Nemčiji in je rekel, da dogmatika je načeloma nekaj, čemur ne pripisujemo najbolj pozitivnega značaja. Ampak v Nemčiji je pa v bistvu zelo zanimivo, kako praktično častijo ali pa s kakšnim spoštovanjem se pogovarjamo o ljudeh, ki jim rečemo dogmatiki ali pa veliki dogmatiki. In pravna dobrina ima v vsej tej zadevi eno pomembno vlogo. Zakaj pa sicer gre? Gre za neko to najbolj pravniško, če hočete, ukvarjanje oziroma kombiniranje različnih institutov, različnih členov med sabo. Po eni strani recimo splošnega dela kazenskega zakonika, posebnega dela kazenskega zakonika in tako naprej. Se pravi, iskanje nekih lukenj ali pa nekih rešitev, kako naj bodo situacije razrešene. In kot prvi primer recimo navajam silobran. Predstavljamo si, da se mogoče znajdemo v kazenskem postopku, ker smo recimo šli po cesti, pa smo fizično napadli nekoga, ki smo videli, da na bankomatu nastavlja nek program ali pa neko napravo, zato da bi zrušil bančni sistem ali pa da bi onemogočil, da bi banka delovala ali pa zato, da bi v bistvu vsem nadaljnjem kradel neke podatke. Če se bomo sklicevali na silobran, ne bomo, tudi če bomo rekli, jaz sem želel preprečiti nekaj večjega ali pa neko pomembno pravno dobrino ali karkoli že, ne bomo prišli do zadovoljivega odgovora strani sodnika recimo, zato ker pa v dogmatiki velja, da je mogoče silobran uporabiti samo zoper individualne pravne dobrine, kar pa v našem primeru pa ni bilo, ker smo mogoče varovali neko kolektivno ali pa mogoče privolitev. Predstavljamo si čisto vsakdanjo situacijo, ko grejo ljudje k tetovaterju, se pač naredijo tatu. In v bistvu se v tem noben kaj dosti ne pogovarja, v bistvu se s tem noben kaj dosti ne ukvarja. Ampak zadeva je po drugi strani kazensko pravno relevantna potencialno. Se pravi, mi pridemo k osebi, ki nam z neko napravo riše po koži oziroma nam povzroči določene krvavitve, mi v tem bolj ali manj trpimo,
bolimo, imamo potem mogoče neke gnojne rane ali karkoli. Skratka, če ne bi mi v to privolili, bi oseba najverjetneje kazenskopravno odgovarjala. In v tem primeru je nek klasičen institut kazenskega prava privolitev, ki pa v danem primeru deluje zato, ker tetover posega v nekaj, kar je, čemu rečemo, telesna nedotakljivost. Prav, naše telo je nekaj, o čemer se mi odločamo. In če se odločimo, da nas bo nekdo malo škačkal ali pa pač malo nekoliko ranil, je to v domeni naše avtonomije. Če zberemo nekoliko bolj kompleksnejši primer, predstavljamo si mogoče enega kmeta, ki je na podeželju, pa opazuje, da pač nek njegov znanec se približuje s traktorjem in ima na njem en velik silos ali pa neko veliko prikolico in mu zakriči, jaz imam tukaj neko greznico, pa tukaj so tudi neke kemikalije, to je sicer precej strupeno, ali lahko to zdaj zlijem na tvoje posestvo. Pa mu reče kmet, ki ga opazuje, valjda ti kar zli, ne ukvarja se recimo s tem, da bo zaradi tega vrednost njegove nepremičnine padla, ali pa zato, da bo mogoče zaradi tega imel manj pridelka in tako naprej. Skratka, glede na to, da bo zlival to na njegovo premoženje, na nekaj, kar njemu pripada, na njegovo nekaj, kar je, se pravi, če hočete, posegel v upravno dobrino, ki je v njegovi domeni, lahko on z veseljem, če hoče, v to privoli. Zdaj, situacija pa rata vsaj malenkost bolj nevarna ali pa bolj kompleksna v primeru, če s tem, ko ste zdaj to greznico in vse te kemikalije zlije, hkrati prizadeneš tudi mogoče rastline, mogoče živali, ki so v podtalnici pod tem posestvom. Se pravi, vplivaš na okolje, če hočete. In to je gotov primer kaznivega dejanja, recimo onesnaževanje okolja, ubijanje redkih živalskih vrst in tako naprej, v katerega kmet ne more privoliti, oziroma posameznik ne more privoliti, ker pač to ni nekaj, s čimer bi on lahko razpolagal. To ni, recimo, individualna kazenska prava, ampak je kolektivna. To so taki učbeniški primeri mogoče, ampak hočeš, nočeš, oziroma je pojem pravne dobrine pri njih izredno pomembnega pomena. In nos eno teoretsko vrednost, brez katere bi bile rešitve sicer drugačne. Ali pa neugodne, ali pa bolj ugodne, odvisno od situacije, v kateri se nahajamo. Spet en tak primer je mogoče stek kaznivih dejanj. Gre za situacije, če si prikličemo prej tisti slajd, ki je obravnaval sistematizacijsko funkcijo, različna poglavja znotraj posebnega dela kazenskega zakonika. Se pravi, recimo, kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime, pa mogoče kaznivo dejanje zoper, človekovo telo in življenje. V primeru, da bomo, če dam spet nek plastičen primer, mi nekoga zbrcali, pa ga bomo vmes še pljuvali, ga bomo recimo s tem povzročili lahko telesno poškodbo, kar ga bomo tudi razžalili, ker pljuvanje je nekaj, kar pač načeloma razžali. V primeru, da bo to prišlo pred kazenski postopek, ali pa v primeru, da bo to prišlo na kazensko-pravni izpit na pravni fakulteti, bomo v tem primeru govorili o pravem idealnem steku kaznivih dejanj, ker sta dobrini, ki sta v tem primeru varovani, se pravi, čast pa telesna nedotakljivost, različni. V primeru, da tega ne bi bilo, ali pa da bi bili dobrini isti, se zadeve ne bi mogle kombinirati. Nek tak zelo očiten primer, ki že logično ne gre čez, je mogoče, če nekoga brcamo, pa on potem umre. Zdaj ne bomo ga preganjali in za lahko telesno poškodbo, in za hudo telesno poškodbo, in za posebno hudo telesno poškodbo, in še za uboj, ampak ga bomo na koncu obravnavali samo za uboj, zato ker je to, kar se zgodi v okviru lahke telesne poškodbe, že zajeto v uboju in pač to bistveno prevlada in
je vse v tem konzumirano. Skratka, spet na tak način si lahko s pravno dobrino olajšamo teoretično obravnavo tega primera. Zdaj, za razliko od pisanih funkcij, ki vse zadevajo neko veljavno pravo, se pravi nekaj, kar imamo trenutno veljavno v Republiki Sloveniji, obstaja v okviru pravne dobrine tudi ena debata, ki jo lahko poimenujemo debata okrog kritične funkcije. Skratka gre pa za določene poskuse razmišljati o kriterijih, na podlagi katerih bi lahko na nek način ustvarjali teoretski algoritem, ki bi nam povedal, ali je neka zakonodajalčeva odločitev v redu, ali je neko kaznivo dejanje, ki bo sprejeto, pa ki je bilo sprejeto legitimno ali ne. Zdaj, to se na nek način zdi precej poetično, zato ker kdo so zdaj pravniki ali pa kdo so neki teoretiki za to, da bojo omejevali eno tako grozno politično močno institucijo, kot je zakonodajalec ali pa recimo državni zbor v tem primeru. In to je en očiten argument, zakaj to zelo verjetno ne gre čez in je vprašanje sploh, koliko se je smiselno s tem ukvarjati. Torej, umanjka nam politične volje oziroma politična moč, da bi zastavili nek argument, ki bi bil vzdržen, da bi res rekli ne vem, pljuvanje v Ljubljanco po teh kriterijih kazenskopravne teorije ni legitimno in ni kul. Če bo zakonodajalec se odločil to dati izven zakonodajnega postopka, je to zato, ker bojo verjetno prišli na cesto ljudje in se bojo proti temu uprli in bo videl, da pač se ne sme hecati. Zato je pač ta teoretični potencial vprašljiv. Možna alternativa pa je, če že omenjamo zdaj pojem pravne dobrine, kombiniranje različnih teoretskih nastavkov. Ne samo recimo nemških, mogoče tudi italijanskih, mogoče tudi angleških, če že ne imamo to debato, ne bo ta diskurs čim bolj večplasten, zato da pač bomo lahko zastavili eno široko diskusijo. In ena zadeva, ki se mi jo pa zdi zelo smiselno poudariti, in pravna dobrina je primer, kjer je to precej lepo razvidno, pa je zdaj goli akt interpretacija ali pa to, kar v konkretnem primeru dela sodnik ali pa sodnica, ko pač odloča v nekem primeru. Na slajdu piše onkraj učbeniškega prava, s čimer želim sam kazati na to, da je pravo veliko več kot neko abstraktno pa sistematično urejanje nekih teoretskih konceptov v učbeniku, ampak v bistvu v veliki meri zadeva tudi interpretacijo ali pa neko konkretno sodnikovo vrednotenje v danem primeru. In zdaj, če spet nekoliko zlorabim skico, ki sem jo imel že prej na tabli. Ravno te povezave, ki jih vidimo med posameznimi krogci, se pravi, če smo tem krogcem rekli pravne dobrine in zadevajo različne stopnje kazenskopravne analize, ravno te posamezne vezi odražajo to, da mora imeti sodnik, ko v nekem primeru razmišlja, vedno v glavi njihovo kombiniranje in pa da mora vedno v to dajati neko svojo interpretacijo, se pravi neko svojo vrednotensko razumevanje konkretnega življenjskega primera. V tem smislu se mi zdi pa mogoče smiselno, da pravni dobrini rečemo tudi, da upravlja neko funkcijo interpretativnega gibala. Zakaj? Zato, ker lahko v danem primeru zaniha rešitev ali pa rezultat nekega sodnega postopka v eno ali pa drugo smer, odvisno od nekih naših preferenc, odvisno od nekih sodnikovih miselnih zaključkov in tako naprej. Skratka, pa še zadnji, vam najljubši, zame pa najbolj pomemben slajd, neki sklepi za naprej. Zdaj prvič, na podlagi svojega raziskovanja
sem prišel do ene v bistvu ugotovitve, ali pa zdi se mi zelo smiselno, da to vzamemo kar kot nekaj trdnega, je to, da je poje pravne dobrine nekaj pomembnega, pa nekaj koristnega za celoten pravni diskurs. Obstajajo torej vidiki pravne teorije, ki brez njega na nek način težko funkcionirajo. To ne pomeni, da teh rešitev ni mogoče drugače zastaviti. To samo pomeni, da je zadeva vse prisotna in inkorporirana v to, čemu pač mi rečemo veljavno kazensko pravo. Druga točka, prek ene pravne dobrine ali prek enega takega koncepta lahko opazujemo večplastnost kazensko-pravne teorije. Se pravi, ne samo neko učbeniško naštevanje. Tudi opazujemo lahko, kaj v konkretnem primeru sodnik dela ali pa na kakšen način zadevo interpretira, kako zdaj dano situacijo vrednoti. In en preprosti koncept, ki je pač koncept pravne dobrine, nam v bistvu pove veliko več, ne glede na to, da je relativno enostaven. In še zadnji dve točki. Če se poglobimo v zadevo, pa poskušamo razumeti temelje sodobnega prava, se pravi temelje tega, neke osnovne gradnike vsebine prava, ki je del pravnega študija, ali pa ki je del, ne vem, načela pravne države, karkoli že. Lahko pridemo do točke, kjer bomo te temelje poskušali tudi preopraševati, ali pa kjer si bomo poskušali zastaviti zadevo za naprej. Se pravi, če poznamo, kaj se pred nami odvija, pa če znamo to spraviti v neko koherentno, sistematično organizirano skico, pa rečemo, da se to odvija okrog pravne dobrine, lahko zdaj iščemo neke nove teoretične rešitve, lahko mogoče začenjamo neko debato o splošno pomembnih družbenih vprašanjih, lahko jo ne, odvisno pač, kako bomo zadevo zastavili. Skratka, bistveno pa mi je, oziroma poanta, ki jo želim narediti, pa je ta, da brez da bi zadevo razumeli, ne bomo sploh te debate ne moramo začeti.